Marjan, najprej čestitke za novo zmago. Danes se je scenarij, lahko rečemo, razpletel po vaših željah, splačala se je vztrajnost vaših fantov. Ja, čestitke mojim fantom, res celo tekmo so igrali borbeno, agresivno, ustvarili so se tudi neke priložnosti v drugem polčasu, pa čeprav so gostje povedli, smo na to zasluženo izenačili in zmagali z dvema zelo lepima zadetkoma. Fantje so potrpežljivo igrali, kar je dobro, kljub naši mladosti. Veliko boljša predstava kot v zadnji tekmi doma z Mariborom. Aluminij je močan tekmec, neugoden, ni čuda, da so imeli 4 zmage zapored. Tudi danes so dobro igrali v polju, bili enakovreden tekmec, toda zadnjih 20 minut mislim, da smo bili boljši in pokazali, zakaj smo tudi upravičeno sedaj visoko na lestvici. Tokrat so se obrestovale tudi menjave, odločitev, da ste Močiča dali v igro v drugem polčasu. Ja, to je bilo res čisto namerno, tokrat se je posrečilo. Hotel sem dvigniti nivo igre v drugem polčasu. Z Marijem smo že prej imela dogovor, naj igra mirno, naj bo on tisti, ki bo danes odločil tekmo. Zelo vesel sem, da se je to tudi zgodilo. Marijo se je s tem vrnil zadetkom in z asistenco v igro na najboljši možni način in upravičil zaupanje, bom rekel, celotnega moštva. Po tej zmagi sedaj za vas prihaja ta reprezentančni odmor v pravem trenutku ali ne? Ne, v pravem trenutku. Mi smo že od tiste tekme v Evropokalih z Moldavci v zaostanku malce s fizično močjo, malce pa tudi mogoče nekateri fantje preutrujeni. Potrebno je razumeti, da so lani nekateri igrali slovensko mladinsko ligo, tretjo ligo, drugo ligo in da je ta preskok res velik in ta pauza, ta odmor nam bo zelo prav prišel. Gospod Flis, torej danes po 4 zaporednih zmagah, poraz v Areni Petrol, kratek komentar te zanimive tekme. Ja, hoteli smo nadaljevati z našo serijo, vsaj ostati neporažen na tem igrišču, vendar smo se srečali z težkim terenom in dobrim nasprotnikom, ki je bil na momente, bilo je kar nekaj teh momentov boljši, dosti bolj konkreten. Kljub temu, da smo povedali, sem imel slab občutek in sem se bal, da se bo zgodilo to, kar se je zgodilo. Izgubili smo nasprotnik zasluženo zmago in nič, moramo pogledati, kaj bo za naprej, moramo biti optimistični. V minulih intervjujih ste večkrat omenjali, da si želite, da bi naprimer vaši varovanci imeli več posesti, več žoge. Prvi polčas je bil dober, igrali ste zelo živahno. Ja, tako ste videli vi, jaz nisem tako videl. Mislim, da nas to muči. Ta igra ni tekoča, ni dobra, tehnično je, ni ravno na najvišji ravni, to hočemo popraviti. Res je, da smo nekoliko zopet spreminjali, vendar se pravim, če je vreme takšno kot je, pa nasprotnik agresivni, je izredno težko odigrati kombinatorno, izredno težko držati žogo v svojih nogah, tako da smo delali številne napake, v katere pa nas je prisilil prav nasprotnik. Po vaših besedah sodeč vas čaka še kar precej dela, tako da sedaj tale reprezentančni odmor pride kar prav. Ja, seveda, vsak odmor pride prav. Poskušali se bomo že od srede dalje pripravljati na tekmo z Mariborom. Časa je dovolj, vemo, kdo nam prihaja k nam, vemo, da bo to izredno težka tekma proti zelo kvalitetnemu, zelo kakovostnemu nasprotniku, tako da se bomo mogli maksimalno potruditi, če bomo hoteli ostati vsaj neporaženi.